Študenti s predstavniki vlade na pogajanjih niso uspeli doseči dogovora o umiku predloga zakona o malem delu. Ker jim vlada ne dopušča širše sistemske rešitve, bodo 19. maja šli na ulice. Pozablja se na štipendije, pozablja se na domove, na postelje, na aktivno politiko zaposlovanja, na prehrano, na bivanje oziroma na subvencioniran prevoz. Vse to so problemi, ki študentom omogočajo lažji študij. Študente pa tudi sindikate moti, da zakon o malem delu medsebojno enači tako brezposelne upokojence kot tudi študente. Študent po tem zakonu ne bo konkurenčen brezposelnim in pa upokojencem. Ne bo konkurenčen in vprašanje je, koliko delodajalcev bo dejansko študenta zaposlilo. Upokojenec, ki bi naj še delal naprej skozi malo delo, pa bi dobil del pokojnine, pa del iz tega ven naslova, je pa lepo vas prosim, že mladih je toliko zunaj, da bi radi delali, pa jim tega možnosti ne damo. Vse glasnejše grožnje z ulico pa prihajajo tudi strani sindikatov. Nezadovoljni so namreč s pokojninsko reformo, ki predvideva upokojitev šele pri 63. oziroma 65. letu. Najnovejši vladni predlog celo predvideva podaljšanje delovne dobe do 43 za moške in 41 let za ženske. Ulica tudi je uspešno reševanje, če nekdo zna temu prisluhniti in to videti. Ampak ta vlada očitno ulice ni videla in je ne spoštuje, potem bomo pač ob ulici šli tudi na referendum. 5 sindikalnih central je tako že napovedalo, da bodo v primeru nadaljnega sprejemanja enostranskih vladnih odločitev prisiljeni pripraviti protest ali splošno stavko.